poslovne neke odgovornosti do ljudi, samo še denar jih zanima, tudi poslovne že ne zanima neki, da bi nekaj ustvarjali, nima neke vizije, tako ne vidim tega pri njih preveč. No. Sam še tako, res so ratali neka potrošniška družba, ki so pozabili na svoje korenine, no, tako bom rekel. Si isto pri nas. Vse podobno pri nas, ja. Zato mi je zanimivo, da v bistvu, jaz tako, saj mogoče malo naivno gledam, ampak prej Kitajce vidim kot neke, mogoče tiste, ki bojo prevzeli baklo zahoda, ne, na vzhod, ne. Ja, to so že, po mojem, do neke mere. Zdaj vprašanje, kako se bomo mi zdaj odzvali. Ja, nisem negativen gled. Jaz mislim, da bomo, tudi Amerika, da bo na dolgi rok vseeno uspela prebroditi to nihilistično krizo, ki imajo znotraj samega sebe, ne, trenutno. Ker se vidiš, s čim se ukvarjajo. Tolikšen delež ljudi, da dejansko sovraž, ne, mislim, da je tudi zmožen jeti takole na ulice razbijati, ne. Pa sovražati rasno, mislim, mesto, državo in tako naprej, so ljudi, ne. To kar pove nekaj v tem, da so očitno neki zelo bolni temelji tam, ne. Se so imeli 60-ih, 70-ih je bilo isto, se ni nič spremenilo, oni so to njihova taktika bila cela, veš, oni so celo stvar pokrili s tančico, rekel, enakosti, it's all we can say, let's give peace a chance, pa nas so isto naredili. Veš, pa je bilo se bilo ukvarjene z Romi, pa je bilo za tujci, pa je bilo tega. Mi smo vse so to pokrivali z neko tančico. In to se nabira, in to se nabira, in to se nabira, pa tega nismo realno reševali. Ne. Ker ti reševanje romskega vprašanja, ker sem iz Bele krajine, nikoli ni bilo pravzaprav rešeno. Noben se ni res ukvarjal, bo rekel, ok, kje so težave, kaj bomo naredili, kaj potrebujemo, veš, samo da denar se je metalo v problem. To se mi zdi pa glavni problem, no. Tudi sploh, ok, po mojem so tudi desne stranke prevzele to logiko od levih, ker pač tudi politik nima dosti moči, da bi retorično že, da bi ljudi prepričali, ne bomo dali vam denarja. Ampak se mi zdi, da se danes vse stvari tudi na zahodu rešujejo z denarjem. Torej, šolstvo je slabo, it's because we don't have enough money. Dajmo še več denarja. Zdravstvo je slabo, premalo denarja. Uni skupini, družbeni manjšini ne gre dobro, več denarja, več pomoči. To se mi zdi, da je povzročilo, mislim, neko hudo, kako bi rekel, pomanjkanje boja za preživetje, ker se mi pa zdi, da je zanimivo, tudi v našem podjetju opažam, da primanjkuje in pri ljudeh, ki imajo malo tiste borbene žilce, veš, tega, ki malo rabaš v življenju, malo, kako bi ti rekel, malo tega kick in the ass, no? Ampak v dobrem pomenu. Se mi zdi, da tega danes premankuje pri ljudeh. Zaščitena se skupaj. Jaz vidim, recimo, ko prihajajo mlajši, vse, kolegi, ko jih jaz moram pač časih kakve, veš to dati, recimo, jaz sem sebe, se veš kak sem jaz časih, pa sem full kill, pa kilažo, pa se ostalo. Teda jaz recimo mi je bo full stvari pol pri ta novi generaciji meni full nelogičnih. Recimo, kaj bomo pa s tem naredili? Znaš, če sem rekel, noben ne strelja na te, lačeni si in obe nogi imaš. We'll figure it out. Bizarno mi je veš, kaj se gre glede česa kot, je to LGBT ali česa kot tazga, ne? Rečo, ja, to moramo spet, ok? Se strinjam. Kaj bomo naredili za to? Denar metati v to ne pomaga. Nikoli se z nobenim tem problemom, ki je družben problem, ker smo ga naredili ali pa to, se z njim ne soočamo. Kot da bi nekaj ignorirali. Levi bodo rekli, da so desni fašisti, desni bodo rekli, da levi razbijajo kulturo, pa ne vem, nekaj taga. Noben se pa ni s tem realno soočal, pa so bili za Romi, je bilo isto stvar, pa je bilo za zberi si XY za zadeve. Mediji smo pa tle nekaj vmes, ker zdaj poskušamo to, ok, ta je rekel, on je rekel, really doesn't make sense, one or the other, ne. Kar se mi zdi manjko medijev, no, se to bo tudi povedala, je pa to, manjko, šibkost je to, da se mi zdi, da preveč novic oziroma preveč njihovega poročanja skuša samo apelirati na ta hitra čustva ljudi v tem smislu, da skuša prikazati nekoga kot žrtev. Se mi zdi, da danes, ne vem, ti to opažaš, vsak vedno tekmujejo, kad mediji tekmujejo, kdo bo najdel več družbenih skupin, katere morajo proglasiti kot žrtve. In na drugi strani, seveda, če imamo žrtve, je logično, da je nekdo tudi perpetrator, torej da je nekdo tudi tisti, ki te žrtve podjarmlja. Jaz sem za družbeno sinergijo, ne, ki mora delovati, tudi pač mora poštevati, da so razlike med ljudmi in če gremo čisto gledati Ricardovo pravilo, ne, to ni slabo. Če je nekdo boljši v tem, pa nekdo v tem, gre to z dober skrb, ker je pa lahko na koncu produkt boljši. Jaz v tem delam v firmi vsega, ker nisem dober na vseh področjih. In danes se mi pa zdi, da hočejo iz teh razlik, ki so med ljudmi, ki obstajajo znotraj nas, zmer narediti nek konflikt.
bodi si med moškim in žensko, bodi si med, ne vem, razredi, bodi si med družbenimi skupinami, rasami, kada je zmer nekdo kriv za to, da je, ne vem, da so Romi bolj, ne vem, finančno šibkejši, če bo to vprašanje, če je to resno, ampak kada so, ne vem, kada je vedno nekdo kriv, da je moški, ne vem, poprečno zaslužijo več, čeprav je to lahko zgolj stvar, pač, bodi si narave, bodi si družbe, to je večna debata. Ne? Ampak kaj mi moti pri medijih, da vedno ustvarjajo to. Nekdo je žrtev, nekdo je krivc. S tem se mi zdi, da ustvarjajo to kolektivno psihozo v ljudeh. No? Tako opažam pri ljudeh. Lahko bi, včasih je tak, včasih ni tak. Ne? Zdaj ti čisto odvisno eno od nalog, ko boš ti kot medij, boš vedno te marginalizirane skupine izpostavljal. Ja. Ker v demokraciji tudi naša naloga, oziroma naloga vseh, da rečemo, obstaja neka skupina, ki ima zaradi XY za razlogov, nenavadne pravice ali pa nenavadne pomanjkljivosti se jih dogajajo. Ne? V Ameriki recimo, ne? Črnci, temnopolti ali kakorkoli se to reče. Ne? To je že narobe reči. Ne vem, nikoli ne vem. Pač največja stvar je, da recimo to je ta political correctness, ki je prišel do te točke. Ne? Ker vsaka beseda, vsak jezik, vse ostalo je postalo kulturno, pomen kulturnega boja. Ne? Jaz recimo, če nekomu rečeš črn, se v Evropi pa v Sloveniji se to ne jemlje kot negativno. Lahko se jemlje kot negativno, pač ko vidiš, kaj človek dejansko dela. Ne, ampak se je prišlo toliko daleč, da si ti imel zelo paziti, kaj boš uporabil, kjer je izraze. Ne. Recimo sem tudi videl pred določenih medij, da uporabljajo Afroameričan, ko so govorili o črncih v Nemčiji. In jaz tako, doesn't work like that. Ne, da okay, ne. In je čisto največja stvar. Da ena pomanjkljivost medijev, to je vprašanje, ki ga jaz nimam odgovora. To sem se že pogovarjal. Če jaz izpostavim neko marginalizirano skupino, begunci oziroma ekonomski migranti, ki jih imaš zdaj v Postojni. Ja. Preveč jih je. Ne? Poročila so o nasilju, o izgredih itd. Lej, to je stvar. Vprašaš ministrstvo, vprašaš, kaj je s tem? Torej, to je dejstvo, to je fakt. Ne? Tako, kaj je zdaj s tem? In zdaj, ti lahko rečeš, za dve stvari lahko upaš. In tu je ena stvar, ki se je tudi posledica tega, mogoče je to. Ministrstvo bi tle moglo reči, ok, bomo preverili, to pa to je, in ti pač napišeš novico. Zdaj pa pač recimo tako daleč, za vsako stvar reče, ja, to mediji spodbujate, to ne vem, zaradi tega, ker vam je rekel, vi to nabijate to levo desno. Yeah. Ta konflikt, ki ga ti omenjaš, je pravzaprav nastal pred tem. Ne? Se pravi, da so, da recimo, če nekdo ni poznal določene zadeve, ali pa nisi to rekel, zakaj pa se to dogaja, rekel, zakaj so pa name pozabili. Poprečni človek ima ful problemov. Bo imel odplačilo kredita, bo imel za otroka, da se bo šel. In pa se bo rekel, zakaj se to objavlja. Zakaj ne mene. To je standardna zadeva. Zdaj, ko je COVID čas, mi dobivamo skozi primere. Ne? Medij mora diskriminirati, če tako rečem. Do neke mere. Ni možno, da ne bi. Zaradi omejenega časa, ki ga ima oddajali tvoj medij, ne moreš objaviti novice vsakega, mene in milijon drugih. Ne? Kar pa ne pomeni, da mi ne poznamo tega. Največja stvar je, da mi recimo največkrat, kadar se komu krivice zgodi, da se zdravstveni primeri, da tam neki levo-desno pošiljajo. Smejalni pin, recimo. Ne? To izpostavljam. Ampak gremo tu za najbolj osnovne zadeve. Zakaj 30 ur, ko smo imeli tistega fanta, ko vidi, da si je nogo poškodoval? Ja. Zakaj ga 30 ur niso sprejeli, ker so čakali COVID test? To je neumnost. Ne? Razen če, mislim, stvari, ki jim izpostavljajo, so tudi za everyday life. Ne? Zdaj pa, če izpostavljeno so ene, izpostavljeno so druge, imaš ti cel kup skupin, ki so veliko bolj aktivne. Ne? Največji problem je, recimo, kadar je nasilje v družini, pa ful je teh tem, ki se ful ne radi izpostavljajo. Mi o tem ne govorimo. Mi se o nasilju v družini, vedno se postavljajo pamfleti. Nasilje v družini je slabo, pokličite 113. Ja. Ampak mi se o tem realno sploh ne pogovarjamo. Ja, razumem. Ja. Do neke mere. Ja, razumem. In to je, nasilje v družini, zdaj statistike ne vem, ampak to je ogromno tega. Ja. Tega je ogromno. Na takšen ali drugačen način. Pa bo zdaj vprašali, zakaj mi izpostavljamo, ne vem, tiste, ki so v Postojni. Ne. To so stvari, ki jih mediji pač vedno do neke mere diskriminirajo. Izpostavljamo pač, kaj je akutno, kaj se postavlja. Na koncu tudi koledar, svetovni dan boja proti belemu blagu. Na tisti dan se te zadeve spomne, ker tudi nam nek referenc, ker teh problemov je milijavžen. Je pa res, da tisti, ki bo bil ujetnik enega od teh problemov, s katerimi se dogajajo, bo zelo pogrešal, da se o njemu več ne piše, ko se da po veliko o drugih. Recimo,
svetovni dan boja proti nasilju nad živalmi, šlem se, in onda ne izpostavljaš, kaj se dogaja, pa ti bo potem pisal en zvečer, o nasilju, ki ga pa izvaja policija nad Prekmurci, pa nič ne pišete. Ne, se pravi, ta diskriminacija seveda ne pomeni, da mi o tem drugih stvari ne pišemo, ampak je zelo, smo konec koncev tudi ugetniki, ki so se že prej malo omenila, pa sem tudi že govoril o tem, o družbenih omrežjih. Ti, kakšno družbeno omrežje, s pomočjo vseh algoritmov tega si navajen, že zadnjih 10 let smo navajeni, da gremo gor in dobimo tisto, kar želimo. In tisto bomo našli. V medijih pa ni tako, ne. V medijih so pač določene stvari, kot gledaš na, nimaš časa, nimaš prostora, nimaš vsega, vsega in izpostavljaš posamezne segmente in potem številni ljudje mislijo, da mi zdaj izpostavljamo samo izpostavljamo samo ne, pozabijo pa da celoten vidik 365 dni, kaj ti se recimo narediš, pa kaj se izpostavljaš. Ne? Ja. Tako da je problem te diskriminacije. Jaz bi z veseljem vsak dan, da bi mi o vseh teh zadevah pisali. Ampak jaz bi rad o teh vseh zadevah pisal, ampak ti enostavno dan imaš 24 ur, toliko lahko recimo napišeš. Ne? To je zanimivost, ker se mi zdi, podoben problem se sooča zgodovinska stroka, ne? Ker v bistvu z vsem tem, ker zgodovina je v bistvu vse, kar se je zgodilo pred nami. Ne? Ampak zgodovinska stroka načeloma, pa tudi mi, ko beremo o zgodovini, beremo o velikih dejanjih, ne? Ali pa o velikih dogodkih. Ne? Kar pomeni, da nas to lahko privede do nekega biasa, do tega, da vidimo zgodovino ali pa svet, pa se interpretiramo svet zgolj po katastrofičnih dogodkih. Ne vidimo pa tega, da je večino življenja vseeno bilo normalnega ali pa stabilnega, ne? Čez zgodovino. Drugače ljudje ne bi preživeli, ne? Oziroma družbe se ne bi ohranjale, oziroma ne bi napredovale in se prenašale iz roda v rod. In tako to ustvari v ljudeh neko mišljenje, da je zgodovina, jaz se človek je pa itak nasilen, tako kot ne vem, primer, gledaš serije, kot so Vikingi, recimo, ne, kako je bilo, pa valjda, meni gre na živce to, ne, recimo, da je izjemno, v bistvu nezgodovinska, čeprav je zgodovinska, ker se jo zgodovinarji pomagali ustvarjati, ampak kaj, poroča samo o seksu, posiljevanju pa vojnah. In bolj rečejo, ja, vse to je res, vse ta pač človek je tak bil, ne, ta človek tak je, vse sam to so delali. Ja, ne, ni res, so mogli tudi večino časa, da so preživeli, so mogli tudi krompir saditi, ne, krompira še niso imeli, ampak, a veš kako čem vedeti, ampak to se ne poroča, zato ker sajenje krompirja morda ni tako zanimivo, ne. Oni so bili trgovci, ne, večinoma na morju preživeli pa trgovali. Ustvarjali so recimo Kijev, ne, trgovsko mesto, take stvari, ne, tega pa ne pokažejo v seriji, ne. Tu prideš pa zdaj do teorema, ki ga zagovarjam že leta, the informed individual. Ja. Če ti gledaš neko serijo, zraven, zdaj ga midva tle, nimava tle, ampak tam je moj smartphone. Ja. Tam govorijo vse informacije, ki jih je človek naredil do danes. Vse. Od kako se atomska bomba zgodi, ne sicer vse podrobnosti, ampak zelo blizu prideš tega, do kako deluje International Space Station, do kako smo naredili največjo luknjo in kako se operira tumor globoko v možganih. Ja, recimo vse, kar je bilo zapisano. Je tam, tako. Ne, vse, kar je bilo, ja. Vse, kar je bilo zapisano, pa zapisanega je tam ogromno. Ja. To je rekel, knjižnica v Aleksandriji se skrije proti tvojemu smartphonu. Zdaj pa vprašanje, ko jaz recimo to moj problem. Zdaj, ko da gledam serijo, vedno zraven na smartphonu visim. Pa ne, da bi gledal Instagram, to tudi gledam, da sem se ne podmotil, ampak jaz gledam. Zato, ko preverjaš. Ja, that smells fishy. Pa ni niti z novinami, to sem že prej delal. Yeah. That smells fishy, recimo vojaški filmi so, recimo moj tak King, ki ga skozi gledam. Yeah. Tale puška pa ne vem, če je bila takrat. In potem skozi gledam in sem se navadil, da razumeš ta filmski efekt, ki ga uporabljajo. Ja. No, jaz pa glih zaradi tega ne maram več gledati filmov v drugi svetovni vojni, oziroma filmov sploh. Glih zaradi tega, ker stalno, recimo sploh filmi v drugi svetovni vojni, ker ustvarjajo to psihozo v glavi. No? To se mi zdi, da ljudem dajo ful slabo perspektivo oziroma napačno mnenje v svetu. Recimo, pa sem tako izrazil. Človek za to, da preživi v tem svetu, rab določene osnovna znanja, the survival kit, ki ga pač nima v rojstvu, ker v rojstvu smo nagi. In pod to spada neko sposobnost fizičnega upravljanja dela, atletskost, gibanje, telesna sposobnost in eno umska sposobnost, da ti razumeš, kako nastanejo, se producirajo stvari, kako lahko neki noga pogruntaš, kako v kolektivu delati z drugimi solidmi, kako neke vrline ustvariti. Torej,
ta survival kit, ker se mi pa zdi, da je univerzalen od kar človek obstaja, ker smo si isti, pač genetsko, imamo iste potrebe, kot smo imeli 2000 let nazaj glede tega. No, evo, to bistvo se mi zdi, da se izgublja v tem šumu. V šumu vseh teh filmov in medijev, ki pa govorijo o vseh drugih stvareh, ki pa niso bistvene. Teh temeljev pa ne zgradimo pri ljudeh. Teh temeljev pa ne zgradimo, tudi šolstvo jih ne zgradi. Ne? Temeljev torej, da bi pa mogoče, ne vem, tudi kdaj razložili ljudem, proces, kako postaviti, kakšni so koraki, pa kakšni so dejanja, da smo, ne vem, postavili to podjetje, da smo postavili ta kolektiv ljudi, ki med sabo delujejo, ki med sabo nekaj novega pogruntajo, ustvarjajo. Take stvari se pa recimo, ki jih je težje, priznam, jih je težje jih je obesediti. Težje jih je predstaviti grafično, ker mediji pa filmi delujejo na hitra čustva, torej morajo prikazati neko dejanje, tako da ga ti začutiš takoj in da ga vidiš takoj, v tistih 2 urah, 1 uri, ali po tistem članku. Ni pa tega, kaj ti hočem povedati, to bistvo tega, kar ljudje, ali pa vsak posameznik rab, da odraste v neko sposobno, kompetentno osebo, tega pa ni. Samo naphani so ljudje z informacijami. Isto vidim pri nas, pri naših študentih, ki pridejo do mene iz faksa, ki ga jaz nimam, iz fizioterapije, kineziologije, se pridejo k nam učiti, plačujejo ure za to, da se k nam pridejo učiti, zato, ker po 4 letih tistega faksa, oni so v realnem svetu nagi. Ampak je pa ena stvar, ki jaz bom pa vedno rekel. That's not my problem. To je pa tvoj problem. Ni moj ali pa države ali pa posameznika, da boš you make yourself better, pa da v angleščini, ker sem pač zebral ene angleške knjige, pa malo ujetnik tega, ampak vsak posameznik, da je to stvar vzgoja staršev, stvar okolice, na koncu kako te spodbuja in lastnega čuta, da moraš nekaj novega narediti, nekaj novega spoznati. Mediji so informacije tistega dne. Mogoče kakšne dokumentarce, nekaj tajega, to ni dolgo. Televizija, filmi so entertainment. Če hočeš docu-series, imaš docu-series. Zato, ker ti praviš, imamo že stoletja od rešitev, in to se reče knjige. Ampak zdaj gremo mi realno pogled, kdo si bo pa recimo vzel časa, da boš eno kompleksno knjigo o samoevalvaciji, ki boš je mogel brati 2 meseca, po 6 ur na dan je bo bral. Sam znaš, kak je bilo na faksu, ko so bila še oba dva tam. Koliko ljudi dejansko si je šlo skripte brati, pa dejansko knjige brati, pa razumeti neko stvar. Koliko se jih samo nauči, aj se to moram sem za to povedati, ker je bilo lažje, it's the easy way out. Razumevanja pa dejansko ni bilo. Mi to že vse imamo, to se ni spremenilo. Da jaz recimo, ko mi nekdo reče, to je ful težko, nekaj takega, je bilo že narejeno, mislim, je nekdo že naredil to, se pravi, se da. Zdaj pa ti presodi, kak boš naredil, vse sam veš, kak je za 1500 stvari, ki jih delaš. V službi je tako, da 1/3 stvari, ki jih počneš. Jaz se to strinjam, na koncu se vse lahko zreducira na to, da je pač odgovornost posameznika, sploh v svobodni družbi, kaj bo izbral za to, da bo sebe bodi si izboljšal ali pa bo šel po slabi poti. Ker skušnjav je danes še več, kot kadarkoli bilo. Ampak vseeno mora gledati tudi malo na, mogoče kot družboslovca, da posameznik vseeno deluje po nekem ustroju, ki ga obdaja v tistem času. Torej, je že res, da se ti lahko odločaš bolje, ampak po drugi strani je zelo pomembno, pa da bi te starši lahko bolje vzgojili ali karkoli, ampak moraš obenem tudi upoštevati, da vsi te deležniki, ki trenutno so v družbi, od izobraževalnih ustanov, države, medijev, bi mogli imeti nek namen, torej da je neka vrste storitev, če gledaš čisto ekonomsko. Medij je neke vrste storitev nečesa. In jo imaš. Ti cel cup stvari, če boš recimo šel pogledati na medije, so milijarden stvari že napisali, naredili, od kako je ta uspel, kako mu je bilo, kaj so bile ključi, kaj je to naredil, do long readov, ko imaš za dolgega branja, da se bo nekaj stvari, ampak teh stvari ljudje ne radi berejo. Ok, da sem vprašanje, če je profitabilno kvalitetne vsebine ustvarjati. Je. Jaz tudi mislim, da je. Seveda, da je. Samo mislim, da ta trg še ni dobro razvit. Ni. Počasi prihaja tam. Ena stvar, ki se moramo mi... Malo preglasno... Ja, taki stoli so, mislim. Ena stvar, ki mi ful pozabljamo,
je, da mi odkaj je bil internet, pa so bile zastojne zadeve, ne bi radi plačevali zadeve. Recimo, to, kar imaš ti zdaj tle, ne? Pa boš ti rekel, mi imeli taki govor, ful dobro. Ampak daj 10 evrov. Daj 10 evrov. Koliko ljudi ti bo dalo 10 evrov? Ker še nismo tam. V Ameriki recimo le Netflix, pa to so ful spremenili. Pa te zadeve, rekel, video on demand, ne? Plače, da boš gledal. Možem reklame, pa vse ostalo. Plače, da boš gledal. Ja, isto YouTube, jaz plačujem za YouTube, zato da ga nimam z reklami. Exactly. Ampak mi moramo mentaliteta našemu, mi smo bili tudi navajeni še iz prejšnje države, pa tudi kasneje, vse mora biti zastojno. Država ti mora zadati doklade, vse to mora priti. Ja, razumem. Zdaj z tega mi dejansko nismo navajeni. Okay, mislim, če gremo v lokal pogledati, ljudem sploh ni problem, da 10 evrov, 20 evrov. To je zanimivo, ja, za pivo. Ne? Zdajsko rečem, ja, ok, ampak recimo, če greš na mašine Fuldora, zdaj sem pozabil stranke, ki je z dokumentarci. Ful je dobra, Doc is online, nekaj tega. In ti imaš za 5 evrov. Res dobre dokumentarce. Ali pa ti, recimo, ko imaš na YouTubeu ful teh ljudi, ki delajo fantastične stvari. To se da rekel, ja. Ne? Pa ti oni reče, ko imajo tam Patreon, pa dajte nam plačati. Jaz sem ful takim že dal denar, ker se mi zdi, sorry, lej. In cel kup poznajo, par sem jih spremljal še, ko YouTube pravzaprav začel še, sem jih spremljal, ko so začeli delati. This makes sense. Ne? Od 100, ki sem jih recimo tako gledal, pa pretiravam, nek bilo 100, tako 2 sta preživela. Zdaj se je šele začelo to, da dejansko plačujejo folk. To bo vse zastojno, to se vse smatralo, zakaj bi plačeval 4 evre za film v kinu, če ga gledam zastojno, ker ga bom s piratskimi programi si ga bom dol dal. In še zdaj recimo ljudem, ko recimo imaš medije, ki rečejo, da New York Times podobno, da te nam plača, če hočete, to stane. Če hočete vi ful dobre zgodbe, kaj se je korupcija, to dogaja, morate plačati. Pa dejansko so proizvajalci, trg je v bistvu nek način najdu način, kako tudi take vsebine, ki so storitve v bistvu, ki ni fizičen izdelek, ki smo takrat mislili, da to bo pa dej propadal zaradi piratstva, ne? Dejansko pa so najdel način, kako pridobiti prihodek. Naši so se načini, dejansko se je trg in države so se začele pregledati, niso bile sem to, ne? Ker dejansko bi ta copyright, pa ta je ful pomagal, ker ful stvari, ki se enostavno rekel, nisi mogel ti zdaj kar film. Dejansko, če si ti film ilegalno staknil dol z interneta, it's against the law. Ne, to je bila prva stvar. Drugo, so se tudi te sile mediji malo prilagodili, da so logične cene začeli dajati, pa podobno. Ne? Ampak to pa tudi tehnika ni bila. Ti tudi nisi mogel imeti streaminga, ne? Da boš ti gledal film v HD do 5 let nazaj, ker pač ni bilo optike posod, da bi ti lahko gledal. Ne? In je bilo logično, da si boš ti mogoče film staknil, pa šel DVD kupiti. Ampak tega ljudje recimo niso počeli. Spomnimo pa ti v državah, ki so to rešili, recimo glasba, ki si jo pol Spotify, recimo, ki ga imaš zdaj, imaš relativno spodobno ceno, imaš vso muziko, gori na podlagi tega, koliko se poslušajo, ljudje dobijo denar, koliko je nekdo dobro, to bo denar dal. Kaj se pa pri nas delalo, pa si dobil tale, kaj že tale naša organizacija? Sazo. Vsi lokali, vsi morajo plačevati, potem pa oni razdelijo. Sazo mislim, da je... Sazo. Recimo bomo špati in oni bojo zdaj razdelili. Mi kot država bomo zbrali ta denar in potem ga razdelili. Ok. Ampak od te organizacije smo mi večkrat poročali. Pisali, ne? Gre ogromno koruptivnih dejanj, pa vsega tega ostalega. Ti nimaš nekega logičnega ključa, veš, ko bi ti rekel, ok, ta zadeva je zdaj tehnološko toliko dovršena, da mi dejansko rabimo samo enega tam, da bo malo spremljal. Oni so ful zaostali še. Pa bi lahko rekel, mene ne moti, če 50 zaposlenih. Če meni oni dostavljajo, pa ne samo oni, marsikatere druge organizacije, če bi oni meni dostavili normalno storitev. Ne? In ti imaš recimo, vidiš pri medijih, tudi v Sloveniji, ki so pred državo, v številnih elementih, v uvajanju tehnologij, v vsega tega so veliko pred državnimi institucijami. Pa recimo stvari, ki sem jaz mislil, da... Da, se to je vedno tako, da pač... Ampak ta razkorak je ful večji, kot sem mislil, da bo. Sem mislil, da je večji, kot sem mislil, da bo. Tehnološko je, da so državni elementi še skozi... Jaz ne vem, zakaj mi leta 2020 še skozi e-državljana nimamo urejenega tako, da... Kako misliš, da je pri nas oskrba, če greš na trgu, na fitness, pa terapije, ali pa karkoli, ali pa če greš v zdravstveni dom, v kakšnih metodah tam delajo? Ja, pa se to delajo že 40 let po istih metodah, tudi intelektualno so to ljudje, ki tam,
dobesedno cepajo kar roboti, tista laser terapija, 5 minut, adijo ven, nazadovali čistne. Ampak meni recimo, jaz imam kartico, ki je brezstična. Ja. Zakaj je recimo v tej državi še vedno tak problem, da če jaz želim plačati kavo za kartico, je vedno negodovanje? Ja, res. Jaz vedno te male malenkosti, ki mi grejo malo vedno na jetra. Tako, kaj pa je problem? Denar, ki je na kartici, ki boš prinesel tisti post-terminal, oziroma v ogromno, recimo, če greš v tujino, imaš, da je to pač praktično serena, in teh malenkosti je pri nas ogromno. Jaz recimo z gotovino nikoli je skoraj nimam pri sebi. Ne? Ampak kdaj smo mi recimo pri nas, da se je dalo v Ljubljani z SMS-om plačati parkirnino? To je bila revolucija. Ja, res je. 1917 se skrije proti tem, ko smo mi dobili to SMS, da jaz lahko res nikoli še v Srbiji, v Beogradu. Ja? Sem mi tam rekel, ti bom jaz plačal z SMS-om, pri nas imamo še smer tiste kovančke mečamo v Ljubljani. Mi smo za denar za e-državljana zmetali ogromno. Tega je šlo ogromno denarja. Spomni se, kakšne države so bile s poukom od doma. A smo mi testirali to kdaj? A smo mi testirali, da bi rekli, ok, imamo sistem, ki naj bi bil dobro narejen, 3 razredi v osnovni šoli Daniela, bodo zdaj šli testno za 1 mesec od doma. Mi tega nismo nikoli naredili. Medtem ko so Estonci, pa vsi ostali so vse, ok, bomo pač od doma delali, so imeli pripravljene vse sisteme, so pri nas praktično bili učenci odvisni od staršev. So starši delali 2 šihta. Prvo so v službo hodili, če niso slučajno delali od doma, ki je bila spet pol težava, pol drugo so pa še otrokom pomagali. In to so vse te naše rešitve, ki se pravzaprav poznajo na vseh nivojih. Mi recimo, naj gre to pri obnavljanju cest, naj gre predvsem tem, mi imamo en tak krč postavljene nečesa, da je bizarno. Recimo, Adria je propadala, takrat se je govorilo, čeprav smo mediji že veliko pred tem pisali, da so tam nenavadne zadeve. To ni naš problem, to je zdaj privatno podjetje. Vprašanje, se mi zdaj v Adriji pogovarjamo kot tudi o strateškem partnerju države. Brez veze. Vse bo trg uredil. Noben ni pričakoval COVID-a, čeprav se je govorilo, da bo prišlo do svetovne pandemije. In kaj se je zgodilo? Mi smo ostali brez enega letala. Medtem ko so Madžari, Hrvati, vsi ostali nacionalne prevoznike uporabljali, so jih plačevali za prevoz opreme, so se nam tovornjaki izgubili nekje na poti iz Italije, ne vem, kje je tisti bil, ki ga sploh pol ni bilo, so pa neki Bosanci bili vpleteni. V vojsko tudi nismo vlagali, vojska je bila za nas nekaj, ne bodi ga treba. Čiste, ja. Pa vojska ni imela, zdaj sem o tem pisal, zdaj pred kakim enega letala. Tisti mali turbolet, ki ga ima, ni konkretnega. Mi smo bili na začetku leta, ko je pandemija udarila, brez enega strateškega možnosti premika česarkoli. Na trgu letal ni bilo. Ampak mi spet nismo o tem razmišljali. In to je ful zadev, v katerih se ti pogovarjaš. Ali je to šolanje, ali so to mediji, mi nimamo tega strateškega premika. Pa je večina medijev na privatnem trgu, pa se morajo ful prilagajati. Bomo to delali, bomo to, ne? Pa ljudje imajo pol idejo, jaz pa vem, kak mora biti medij. Ok, ja, to je tvoj vidik. Ampak imamo še 3 vidike, ki mislijo drugače. Ampak moraš nekaj narediti. Državelo je pa še vedno, in če se mene vpraša, še vedno se to danes vidi v krču. Še vedno ne vemo, kaj bi radi naredili. Pa to pažaš, da je sam debel slovenska država, tako krčo, a so tudi druge dosti neoperativne. Kakšna Avstrija sigurno bolj funkcionira, definitivno. Kaj pa vem, ta največja stvar, ker jaz vedno ne rad komentiram drugi držav, pri njih je boljš, ker je pol iste zadeve, ko grem pa k njim, ko sem bil na Danskem lani poleti, ne? Podobne zgodbe. So veliko bolj. Jaz mislim, da so oni teh zadev marsikaj že dali čez, pa tudi Danci recimo niso tako potrpežljivi, kot smo Slovenci potrpežljivi, ne vem, kaj bi rekel v tem primeru, ne najdem izraza. Potrpežljivi? Okay. Ne vem, jaz bi rekel potrpežljivi, ker se mi zdi, da marsikaj tega bomo že malo poček, pa še trpeči, malo. Trpeči, ne? Danci niso, ne? In tudi njihovi politiki dobro vejo, kaj se bo to zgodilo. In zdaj bojo mene spet politiki za tega napadali na Twitterju. Ampak mi imamo iste obraze že 30 let. Čeprav vse smo jih poskušali zamenjati, stavili so na druge obraze, je bilo nekaj takih poskusov s prejšnjimi premijeji, ko so se izkazali, da so to bolj kot ne sam fasade. Ne mislim tele stranke poimenske, to ne mislim s tem. Mislim, da ti dejansko nimaš na nekih lokalnih politikah, na operativnih politikah nimaš mladih ljudi. Jaz ne mislim, da bomo stranke Mira Cerarja,
ki so se veliki rešitelji. Govorimo, to niso, ampak, vsi ti ljudje, ki so se potem prej, so že prej bili v politiki. Mislim, da imamo te proteste tudi malo zaradi tega, ker je prišlo do enega, po mojem, malo ozkega grla v družbi, malo krča. V tem smislu, da vse stvari dosti dobro vodijo etablirani ljudje, ki so bolj starejše generacije, od politike, gospodarstva, nepremičnin. In vidimo, mladi ne morejo priti do nepremičnin danes, koliko so prišli v čas, razpoložljivost že na trgu in kar se tiče nepremičnin, kar se tiče tega, koliko je dosegljivost, to tudi nisem slovenski problem, to ima tudi Amerika iste probleme. Če pogledamo potem tudi, kot si omenil, koliko je mladih mal nekako prešlo iz mladosti v neko sposobnost vodenja, bodi si v podjetjih, bodi si v... Vsaka družba mora imeti nek prehod, stari predajo štafeto mladim in tako naprej, da se lepo pretaka družba naprej. Mislim, da smo dali nekaj takim krču. Veš, kaj se je imeli na najbolj zanimivih? Na Twitteru, mislim, da je bil Pahor, Pahor je nekaj imel komemoracija je bila nekje. Yeah. Ne bom se spomnil, zdaj, ki je bila. Yeah. Pa so bili vsi tam Dimitri Rupli in podobno. In jaz se spomnim, da sem se zgodovine učil o njih. Jaz se nisem, tako vedel. Takrat, ko sem jaz bil, začel gledati, kaj se dogaja, so oni bili že na pol v penzionu, bi rekel. Jaz sem jih zgodovine, leta 90, 91, 89, in potem vidim vse te nakupu. Še vedno tle. 2020, sekretarji, ministri in podobno, si mislim, okej. A misliš, da je tudi to dejstvo, no? da je to tudi malo to mlado generacijo danes ustvarilo bolj radikalno oziroma na nek način besno, da je, kar je po svoje logično, ne? V takem stanju. Bolj od Pahor, recimo. Kdaj imam politiko prišel? Do 80-ih, po mojem, enkrat tam. Ja. On je praktično bil vse že možno, kar je bil. Od premijerov, ministrov. Iz faksa takoj že v ZLSD in tako naprej. Potem greš lahko, vse to najhуже, da greš lahko na levo in na desno pogledajte, isti vlak, se nekako vlečejo že od 90-ih let. In potem oni ta isti govorijo, ja, to moramo narediti, za mlade moramo poskrbeti, za stare moramo poskrbeti. Dome starejših občanov še vedno puščamo malo po svoje, zdaj v tem trenutku. Imaš sicer neke zelo frigidne obraze mlade, kot so Matej Tonin, pa to, ampak to so zelo benigni. Ja, nimaš, recimo jaz recimo ful pogrešam enega dobrega liderja, to mladi bi bil. Ker na koncu, recimo, Američani so tle zanimivi, Kamala Harris, pa zberi si kogarkoli, tudi na desnici si jih imel par ful dobrih pri njih, ker so bili ali natrenirani za liderje, ali niso bili natrenirani za liderje, ampak so to imeli ta element, Recimo Angela Merkel je recimo bila toliko bolj uspešna, kot je bila ona stara muti, imela okrog sebe ministre pa sekretarje, ki so bili ful mladi določeni. Norvežana, recimo Norveška ministrica za obrambo izven tega. Avstrija ima ful mladega kanclerja. Recimo, ampak kaj je bilo recimo ta štafeta pa nas je še skozi sveta. Mi se še skozi pogovarjamo o komunistih pa o tem. Mene, te njihove bitke, ker to so njihove bitke, to niso bitke družbene. Družbene danes so to, da recimo pogledam, kako mi za stanovanje. Stanovanjski sklad je, mislim, da zdaj še konkretno so začeli stanovanje graditi. Pri tem ni bilo. Pri tem so se vila bloki gradijo, levo, desno, za cena stanovanj 400,000 evrov. Govorilo se je vse možno, ampak pač se na folk cel svet pozabljalo. In ta bes, mislim, da se bo itek zdaj poznal. To se je nabiralo že cel čas. Mi smo bili odvisni od socialne države, pozabili smo pa, kaj vse potegne za sabo, da ljudje ne bi mogoče potrebovali socialne države za normalno delovanje. Ja, mislim, da je ta socialna država postala neke vrste izgovor politikov danes, da kot neka scapegoat beseda, da kdorkoli poskuša narediti kakršnokoli racionalno debato o socialni državi, se mu vedno takoj potakne, ti si pa proti socialni državi in se debata utihne. Namesto, da bi tudi revščino, to se mi zdi tudi problem v družbenih vedah, da že revščino splošno bolj bi se mogel spraševati, kaj je bogatstvo, pa kako ustvariti bogatstvo, pa neke vrline in revščino dojemati kot nek ponesrečen byproduct življenja, ki ga bomo dobro reševali, če se bomo, oziroma zelo lahkotno reševali, če se bomo osredotočili na to, da bomo imeli čim več uspešnih, bogatih. In da bo socialna država na ta način zelo enostavna. Tako pa vse se mi zdi, tudi če pogledaš, kako se futra, z kakšnimi idejami se futra tudi
poprečno populacijo, recimo temu, a pa revno populacijo. Tudi če pogledam, daj tisto revijo, recimo Brezdomci, Kralji ulice, recimo, ne. Vedno in samo ideje o tem, kako je nekdo žrtev, vedno to neko šentflorijansko, recimo temu, stokanje, namesto da bi se res usmerili v to, da bi govorili, kako narediti pogoje, da bojo ljudje realizirali svoje talente. In če bo te pogoji, da se dogovorimo, kakšni so te pogoji, da je človek lahko dobro prosperira, je to najboljša socialna država. Pol bo socialna država z lahkoto poskrbela za tisto manjšino. Se tle prideš na tane, korenje, kaj je bilo prej, jajce ali pa kokoš, ne. Ker ti recimo do neke mere se strinjaš, do druge strani pa recimo, kar se je izjalovilo v tem primeru, da je ta bogati del recimo malo odtaval predaleč. Da si ti imel ta nenormalno rast, ki je šla na stvar, ki pa je potem nedostopna. Recimo, kdaj se je v 90-ih letih, 80-ih se je celotno pridobivanje gospodarstva pa rekel, tvoje dodane vrednosti kot človeka se začel na fiskalnih trgih pridobivati. Ni se s tem, kdo bo ustvaril tok. Elon Musk je sicer rekel nek fluk iz tega, ne? Ampak vse ostalo se je kaj delalo, na borzah pa vse ostalo, ki si mogel imeti itak znotraj tega bi, da si dobil ti bajno. Ali pa v oblakih tehnomilionarji, ne? In mi smo zdaj imeli celo to stvar, da nekdo, ki je recimo iz Črnomlja, tam, ki sem jaz, pa recimo, da ni tehnično izobražen, tam so šole, ki so še skozi zastarele, če smo čisto iskreni, ki se nekaj takega. Kaj smo mi kot družba naredili v zadnjih 20 letih, da bomo poskrbeli za te ljudi? Pa ne bi smisel, da mi za njim dali 1000 evrov. Jaz sem recimo tudi proti temu, da ti nekomu, imaš ti socialne probleme ljudi, ki so recimo, psihološko, da dobo živčni zlom, pa se ostalo, to ni tega toliko. To meni tudi v družbi ni problem, da ni take ljudi, do njihove smrti. Iz tega razloga sem proti UTD-ju, recimo. Zato, ker se mi zdi to najslabše, kar lahko naredimo za praktične ljudi nižjega sloja, ki nimajo teh tehničnih sposobnosti, da postanejo neki programerji pa tehnofriki, tukaj danes zelo dobro plačano. Poglej, ful dober je en dokumentarskega Vice delo o coal miners in Virginia, mislim, da je tako naslov. So bilo tako, ker pač to je bilo Virginia, West Virginia, zahodna Virginia, ne. To so bili rudniki, tam se je delalo v rudnikih, ki jih je Trump poskušal spet rešiti, ne, čeprav je bilo jasno, da so pač neprofitabilni. Ne, pa ne samo neprofitabilni, tudi na plin, na vse ostalo je bilo premoga se več ni uporabljalo, ne. In je cel kup ljudi tam ostalo brez službe. To so bili ljudje, ki so šli pri 16 v rudnik in so delali v rudniku do 50. leta, so ostali brez službe. In so tam recimo imeli ful dobrih projektov, ne vsi county, ampak določeni, kako so oni te ljudi iz premogovnika učili programirati. In imajo programersko podjetje, venom o tem, ki ima zaposlenih, mislim, da 10 nekaj takega nekdanjih knapov, no? Da tam dela. Ne? Ampak recimo, to je bil spet naš, kaj bomo mi naredili. A bomo mi nekomu dajali socialno podporo do konca življenja? Fair enough, imaš ti bolezni, so take stvari, ki pač mi kot družba, jaz mislim, da si mi komot lahko privoščimo, da nekomu damo toliko denarja, da bo lahko brez večjega strahu živel, če ne more. Ker v družbi se itak že evolucijsko gledano, se večina ljudi rodi telesno in umsko dovolj sposobni, da preživijo sami. Ja. To je, pač govorimo o ljudeh, ki so res rojeni za pač, nekim pomanjkanjem. Ne, pa tudi na koncu leti, če se nekdo poškoduje v prometni nesreči. Pa je zato tega nezmožno. Mi kot družba imamo več kot dovolj sredstev, več kot dovolj bogatstva imamo, da mi ljudem lahko komot damo denar in komot izdržujemo. Da to pravzaprav mi poskrbimo, ker tak človek, ko bo srečen, da ga ne bo v strahu, nekaj tega potegne za sabo, ko ima ziher prijatelje, familijo, ki bodo zaradi tega dobre volje, pa bo zaradi tega dobre volje. To pa ne pomeni, da recimo mi zdaj na milijone in milijone denarja mečemo v programe, ki mogoče se je pokazalo, da niso bili koristni. Ali pa recimo, da rečeš, tle službe mogoče ni v sosednje mesto, jaz se ne bi selil v drugo mesto. Američani imajo drugo, tudi Nemci. No? Oni se pač preselijo tam, kaj je služba, to se izboljšuje. Ampak mi imamo še skozi ogromno teh stvari, zakaj bi se jaz pri 40 učil? Se pa pejdi učiti. Jaz vem, ti veš, ti mogoče nekaj imaš tak poklic, ampak da se bo treba prilagajati. Da v 30 letih bo marsikater job zginil. Ja, mislim, jaz sem tak poklic, da se vsakodnevno prilagajam, ker imam informacije, feedbacke od svojih strank, ki nekatere se moram prilagajati in svoj intelektualni output, ki ga dam njim, za svojimi storitvami. Tako da ja, se strinjam. To se mi zdi, da je tisto, kar mogoče danes ljudi manjka, da imajo
da so preveč, prej si omenil, zavarovani, že tako od otroštva, od vzgoja comfort zone, ja, in da so premalo, v bistvu so mogoče to napako naredili, no, zato sem omenil, da ti bi mogoče všeč avtor Nassim Taleb, Anti-Fragile. To napako smo naredili, da smo mislili, da je možno človeka vzgojiti tako, da ga ti racionalistično učiš v nekem udobnih razmerah in bo on to znanje apliciral potem v realnem svetu. Torej, tudi šole delujejo, če prav pomisliš, ne? Ker najprej se recimo, če greš na fizioterapijo, pa kineziologijo, ki bom uporabil pač na spet ljudi, ki jih najbolj poznam, ki pridejo k nam se učiti iz faksov, oni se najprej učijo stvari, ki so jih učili ljudi, ki nikoli niso bili v tej praksi in so jih te ljudje učili, kako bojo oni pol delali poklic, čeprav ti ljudje nikoli niso tega poklica delali. Zgrešili smo pa to, da bi ti ljudi mogli učiti, da znanje pa kompetence generirajo s tem, da imaš ti konstanten feedback od ljudi, ki ti bojo prenašali denar. To so tvoji konzumerji, stranke, karkoli, s katerim poklicem boš pač delal. Ker s temi majhnimi šoki bi v bistvu ljudi veliko bolj naredili odporne, tudi psihološko odporne. Na neko, recimo primer, da nekdo v javnem sektorju, ki je že 20 let tam, a pa nekdo v neki tudi korporaciji, ki je 20 let že računovodja tam, zgubiti službo danes, je to za njega hud šok. To je normalno. Za mene je COVID manjši šok. Ali pa to, da mi gre 5 strank drug mesec. Zato, ker imam vsak dan različen dohodek. Njegov dohodek je že 20 let ista številka. Moj dohodek je vsak dan druga številka. Enkrat zaslužim na eno predavanje, lahko zaslužim 1000 evrov plus v enem dnevu. Kdaj ne zaslužim nič v enem dnevu. In evo, odsotnost tega je v bistvu odsotnost realnosti. Odsotnost slika realnosti. Tukaj, ki se rekel za odsotnost realnosti, ki je tudi povezana z mediji do neke mere. Če se vrnemo 20 let nazaj. Imič, ki ne bi ga ti predstavljal v družbi. Ki je ful pomemben element marsikaterih naših frustracij, ki se bojo pol v komentarjih, vse pa so ti izpostavljaš. Ti imaš imič, kaj naj bi bil, pa gremo reči, povprečen Slovenc. Jaz vedno rečem, da povprečen Slovenc je, pa smo, tako bi rekli, je oče, mama, 2 otroka, Passat, hiša, nemški ovčar. Čeprav zdaj sem opazil, da so tisti pom-pom psi. Bolj majhni. Tisto je res... Ko zgleda ko mačka. Ne, kako se jim rečem, tisto zgleda ko pom-pom. Bizarno. Skratko to. Enkrat na leto greš za 2 tedna nekam na Hrvaško na dopust. Mogoče smučati. In to je perfect image. Ki ga zaradi 1001 razlog nekateri ne želijo, nekateri ne morejo doseči, nekateri so se s partnerji skregali, nekateri imajo recimo depresijo, so depresivni, imaš milijon zadev. In kaj se zdaj dogaja? Mi recimo ta imidž gojimo. In ta imidž, pa nisem se imeli, se goji, se je 20 let nazaj začel zelo točno gojiti, kaj mora biti moški. Moški mora imeti six-pack, mora imeti to, moški ne sme jokati, moški ne sme uno. Mi smo dobili celo eno generacijo moških in žensk, ki so ujetniki in ujetnice teh elementov, imidžov, tega, kar naj bi bilo, naj misli, recimo, da se bo moški izjokal, to je katastrofa. Da moški prizna, da ima recimo, sorry, zdaj pa že cel teden sem tako rekel žalosten, da imam ful težave s tem, ne. To se ne bo gre, pejdi v lokal, pa spi 5 pirov, pa boš boljš, ne. In te frustracije naše se potem recimo v komentarjih in neko pride en korak z drugim, pa zelo fragile, za tega sem se tega spomnil. Ti imaš v komentarjih ljudi, ki so anonimni, ki so izredno vicious, izredno so agresivni, izredno to so. Jaz sem se na to navadil. Mene to niti ne... Sem to akceptiral in sprejel. Meni je to, kot da bi s teflona bil narejen, mi pač odbijem. Res. Ampak jaz vem, da sem glede tega rahlo poseben. Jaz ne jemljem komentarjev drugih ljudi resno, razen mame. Ne moram, ker pač to slabo. Ampak ostalih zdaj imam, če je konstruktivna debata, se bo delalo tudi en ten, marsikaj se naredi. To pa, da te nekdo tam notri zajebava, je ful pomembno, ker ogromno ljudi na to zelo resno jemlje. Ta naš self-esteem, pa ta podoba, ki smo si postavljali, pa na koncu to, kar mi potem izpostavljamo, smo prišli zdaj do točke, ki spet zahtevamo od države, da to začne urejati. Čeprav je prihajalo že vse povezano z načinom, ki ga mi prikazujemo, ker mediji so vedno ogledalo, da se to spet ne na ta flosko, ampak so dejansko ogledalo družbe. Mediji niso, zelo redko se zgodi, da bi mediji neko stvar speljali ali pa vodili. Se zgodi, ampak večinoma so tu, se postavljajo.
In kje smo mi zdaj? Zdaj smo mi s tem, da recimo mi želimo omejiti free speech, svobodo govora. Kaj je svoboda govora? A je svoboda govora tega, da nekoga rečeš, da je bedak? A to je zdaj želitev? A to mora mediji urejati? A to mora država urejati? Kdo bo določil, kaj je svoboda govora? Ne? To so vse te zadeve povezane s tem, da imajo ljudje, veš, ti nekomu rečeš, sorry, tega nisi dobro naredil. Oprosti, to ni bilo dobro narejeno, recimo. Ja. Mediji kar zelo že sami kontrolirajo. Ne? Moramo po zakonu, pa tudi naša želja, da tega ne počnemo, ker ti imaš ogromno teh groženj, ker je največja stvar, da to se recimo se tudi vidiš, kako se v medijih začelo zdaj recimo, to je, rekel, na določeni desni mediji so tako bolj začeli, da so začeli pa tudi bilo je pri levih, da so karakter začeli ubijati. Ne. Se pravi, da ni bilo recimo srečem, da ne vem, ti slabo opravljaš svoj poklic za tega, pa tega, pa tega. Ja. Ti neš meni rekel... Pač fašist, to je ne upravljeno. Ne, nič še ne to, ti ne boš pol tega naredil, da ti meni rekel, ne, sorry, to pa ni res. Da jaz imam tole, mi smo to naredili, pridi ti pokažemo, bomo to naredili. Ampak ti boš pa šel, kdo je Daniel Fazlić, boš pogooglal, on je bil takrat, on je bil. In si mene kot novinarja, a pa česarkoli ad hominem šel napadati. No, si to mislim, pač, da ti pa rečejo, ta je pa, ne vem... Pa je to na levi in ta desni, veš, on je bil pa, ne vem, nekaj, veš, on je bil partizan, njegov oče, 41 v spodnjem dupleku, mu rekel, njegov je bil pa domobranc. To je spet s temi napačnimi argumenti, torej da spet hočejo kar... Ampak je učinkovito, ker mi smo s tem, da je rekel desenzivitacijo ljudi, da itak ne bo imeč, itak so skozi slabe volje, itak jih ne bo ogromno ne doseže, pa ne priznamo, mogoče pa ne priznamo, da marsikaj nam ne gre ali pa nekaj takega, je prihajalo do tega, da mi iščemo te konflikte, tudi v medijih, tudi v tem, zahtevamo, da jih pokažemo tisto, kar bi ljudje želeli videti. Ja. Želijo konflikte. Aha, torej hočeš reči, ja, okej. Da torej vi to delate zato, ker tudi ljudje pač to želijo. Eno z drugim, mi bolj mitigiramo to, kot si sam rekel. Mi to poskušamo ne tega delati. Ampak čim povedati, kaj se dogaja v teh efektih, veš, kaj se pol mediji, zakaj pravijo, da prihaja do spopadov, zakaj se ljudje kregajo, zakaj se vse ostalo dela.